Cantate Domino, kako lepo so nas pobožali s čudovitima pesmima. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi visoki gostje, spoštovani ambasador Republike Avstrije, guten Abend und herzlich willkommen. Dober večer vam voščim in izrekam toplo dobrodošlico na dogodku, na katerem bomo obeležili izid knjige Pesemsko izročilo Kočevske. Knjiga je skoraj 130 let po izidu etnografske študije in zbirke kočevarskih pesmi doktorja Adolfa Haufna z dolgim naslovom Nemški jezikovni otok na Kočevskem, zgodovina in narečje, življenjske razmere, šege in navade, pripovedke, pravljice in pesmi, končno dostopna tudi v slovenskem jeziku in knjiga ob tem podaja tudi širše znanstveno-kritične premisleke. Zbirka doktorja Haufna je bila izdana leta 1895 in je tedaj predstavljala prelomnico v raziskovanju ljudskih pesmi na Kočevskem. Še danes pa ostaja njegovo delo z vidika etnologije in folkloristike Kočevske in Slovenije izjemnega pomena. Doktor Haufen je namreč svoje delo na Kočevskem dojemal kot svoje intimno poslanstvo. Spoštovane in cenjeni, začeli smo tako, kot se spodobi za današnji dogodek, s kočevarsko himno, Kočevarski fant in pesmijo Pri rožnem studencu. Obe pesmi je izvedla vokalna skupina Cantate Domino, ki prihaja iz Kočevja in deluje že 35 let. Zbor sicer prepeva bogat in raznolik repertoar, njihova posebnost pa so ravno ljudske pesmi kočevarjev staroselcev, zapete v nemškem dialektu. Skupino pa vse od ustanovitve dalje vodi umetniški vodja Franc Štefanič. Sem prepričana, da smo prišli na okus te skrivnostne pokrajine, ki se je globoko zarezala v tamkajšnje ljudi. Še en velik aplavz za pevce in pevke, slišali bomo tudi. V nocojšnjem večeru vam bomo predstavili zakulisje nastajanja knjige Pesemsko izročilo Kočevske in vam odgrnili tančico skrivnosti, pa tudi bolečine, ki že vso njeno zgodovino obdaja kočevsko pokrajino, še posebej pa kočevarje. Med nami sedaj z velikim in glasnim aplavzom toplo pozdravljamo urednico knjige, doktorico Anjo Moric, ki je tudi avtorica 3 poglavij. Anja, dobrodošla. Pozdrav velja tudi sodelavkam ZRC SAZU, ki prihajajo iz Glasbeno-narodopisnega inštituta in Inštituta za slovensko narodopisje, ki so v knjigi avtorice znanstveno-kritičnih študij. Kočevarsko pesemsko izročilo pa obravnavajo iz etnološkega, folklorističnega in zgodovinskega vidika. Pozdrav velja profesorici doktorici Marjetki Goleš Kavčič. Dobrodošli. Naše znanstvenice prihajajo v stilu rockerskih zvezd, tako si tudi zaslužijo. Pozdravljamo tudi doktorico Marijo Klopčar z enako bučnim aplavzom. Kot zadnjo, a zato nič manj pomembno, pa pozdravljamo tudi doktorico Sašo Babič. Poklon in priklon tudi z moje strani za rojstvo vaše dragocene knjige, ki je nastajala 3 leta. Z velikim veseljem se bomo lotili podrobnejšega branja. Pri nastajanju knjige Pesemsko izročilo Kočevske je sodeloval še vaš kolega s Češke, Peter Luzovik. V knjigi pa je objavljen tudi prevod članka Zmage Kumer iz nemščine in Helene Ložar-Podlogar, ki jo toplo pozdravljamo in mahamo v občinstvo, smo jo opazili. Prej, dober dan, dober večer, dobrodošli tudi. Helena Ložar-Podlogar podaja celovito pogled virov o ženitovanskih šegah na Kočevskem, katerim se je dokaj obsežno posvetil tudi dr. Adolf Haufen. Toliko za ogrevanje, pa začnimo pri vas, doktorica Anja Moric. Zakaj se vam je zdelo
knjigo pomembno prevesti. Namreč nobene zbirke ljudskih kočevarskih pesmi se do sedaj ni prevajalo v slovenski jezik. Je knjiga vaš intimen dolg do kočevarskega okolja, iz katerega sicer izhajate? Ja, najprej prav lepo pozdravljeni še v mojem imenu in predvsem hvala za takšno velikodušno predstavitev, oziroma pospremitev na oder, če lahko tako rečem. Ja, 3 leta dela moramo z nečem pospremiti, ne? No, super, evo, hvala lepa. Ja, predvsem, zakaj smo se lotili prevoda te knjige? Ta glavni razlog, temeljni, je bil ta, da je literatura o Kočevski večinoma zapisana zgolj v nemškem jeziku in zaradi tega tudi težje dostopna tako tistim, ki jih pač preteklost zgodovine oziroma njene folklorne ali etnološke posebnosti zanimajo, kot tudi drugim raziskovalcem, ki bi se s to tematiko želeli poglobljeno ukvarjati, je pač ta literatura manj dostopna, oziroma težje dostopna. Ampak malo je bil pa tudi ta intimen dolg, da do okolja, iz katerega izhajate. Bom še prišla do tja. Tako da ja, to je bil ta prvi razlog, je bil v glavnem ta manjko teh prevodov v slovenščino. Se pravi, ta knjiga Haufnova je bila zdajle šele po 130 letih v bistvu prevedena iz nemškega jezika, pa tudi kočevarskega, v katerem je večina pesmi zapisana, prvič prevedena v slovenščino. Kot Sveti gral deluje, ne? Ja, morda jo tudi tako, saj jaz osebno vidim, ker je bilo res eno tako iskanje nekega višjega cilja, verjetno, ja. Ja, druga stvar je bila, da se kočevske, drugi razlog je bil, da se kočevske v bistvu do praktično osamosvojitve Slovenije ni veliko preučevalo, z izjemo morda nekaterih zgodovinskih študij, imamo pa zelo velik manko na področju etnologije in folkloristike, ki sem jo že omenila. Temu botruje metodološki nacionalizem, to pomeni, da se znanstveniki niso lotevali tem, ki so se jim zdele tuje, se pravi, tuj jezik kočevarjev je nekako bil prepreka pri tem, da bi se bolj posvečali tej tematiki. Pa kočevarji so bili v bistvu stigmatizirani, ne? Na nek način. So bili sploh v obdobju po drugi svetovni vojni, ko so veljali nekako za sodelavce nacizma, se pravi Nemčija, vemo, da je bila okupatorska država in potem so nažalost pač ljudje, tudi tisti ljudje, ki s tem niso imeli nič, če tako rečem, pokasirali, se neprimerno izrazim, ampak vendarle pač tisto, česar ne bi rabili. Tako da ja, ta neka travmatična zgodovinska ali pa politična izkušnja, bili so nekakšni nosilci v bistvu kolektivne krivde za nemško okupacijo. Ena sama bolečina jih preveva, ne? Ta bolečina se čuti tudi skozi pesmi. Se čuti tudi skozi pesmi, če recimo se navežem kar na te dve, ki smo ju danes slišali uvodno. Obe sta v bistvu nastali v izseljenstvu, se pravi med kočevarskimi izseljenci v Avstriji sta bili napisani, se pravi to ne sodita med najstarejše ljudske pesmi, ampak sta ponarodeli, se pravi v začetku 20. stoletja sta bili obe napisani. Tako da ja, ta bolečina ob izgubi domovine je bila prisotna že pri tistih kočevarskih izseljencih, ki so odšli v času ekonomskih kriz, tudi avtorja teh dveh pesmi sta pač takrat odšla z Kočevske in pa seveda tudi zdaj v današnjem času po te tragiki druge svetovne vojne se tudi še ta nesrečna, občutenje teh nesrečnih okoliščin nekako prenaša naprej. In tudi prebrala sem, kadar to himno se izvaja ali v Ameriki ali v Kanadi, vedno zelo emotivna čustva izzove pri staroselcih, ne? Tako danes mogoče niste vsi opazili, jaz sem, ker sem stala zadaj, ampak nekateri naši obiskovalci so med to pesmijo stali, se pravi, da izražajo to spoštovanje, občutijo neka čustva ob prepevanju te pesmi. In tako ni samo med našimi kočevarji danes tukaj v Sloveniji, ampak tudi med temi, ki živijo predvsem v Ameriki, Avstriji in v Kanadi. V končni fazi je ta himna tudi del naše identitete, glede na to, da si skupaj delimo skupni prostor v bistvu, ne?
na nek način. To bi lahko za vse pesmi Ja. rekli, ne, da so zaznamovale v bistvu ta prostor Kočevske, saj so se tam pač prepevale, a ne. Danes na Kočevskem kočevarsko besedo slišimo samo izjemoma. V vrtincih časa je izginil pretežen del vasi, pa sakralnih objektov, izginila je materialna in nematerialna dediščina nemško govorečih kočevarjev in ne samo gozd, kočevarske spomine prerašča tudi pozaba časa in pesem se zdi, kot da je še poslednja sled nekdanje dediščine in kulture ljudi. Kot da je pesem poslednja sled ljudi, ki so na tistem prostoru bivali več kot 600 leti. Kako težavno je bilo prevajanje, glede na to, da je teh govorcev, teh poslednjih mohikancev, ki še obvladajo kočevarsko narečje, moč prešteti dobesedno na prste ene roke? Ja, prevajanje je bilo precej Težka tekma. težavno, a ne, ni bilo to samo delo prevajalke, ampak je zahtevalo tudi enormno veliko uredniškega dela. Predvsem v smislu, da je bilo treba vse kočevarske izraze poiskati v različnih slovarjih kočevarskega narečja, ki med drugim se ne zapisuje po nekem enotnem sistemu, ampak pač vsak avtor slovarja zapisuje to narečje po neki svoji slovnici, Po svoji logiki. ki jo je izumil tako, a ne, kar se jim je zdelo nekako najbolj uporabno. Tako da že to je bila težava te besede sploh poiskati, ker so popolnoma drugače lahko zapisane na primer v Haufnovi knjigi ali pa potem v teh slovarjih, a ne. Druga zadeva so bili pa različna terminologija iz v bistvu arhaične nemščine, a ne, ki jo je bilo pa tudi treba iskati po, ne vem, Grimovem slovarju in tako naprej, no. Tako da zelo veliko časa se je na primer s tem zgubilo, šlo pa je, ne vem, od delov poimenovanj za različne dele noše do poimenovanj za različne elemente stavbne dediščine, ne, se pravi oken, vrat, vogalov, hiš, če želite, take stvari, ki jih tudi etnologi danes še v slovenščini ne uporabljamo, a ne, je bilo potrebno poiskati pač za to staro nemščino, ne, ki se je pač govorila konec 19. stoletja. Tako da to je bil kar velik zalogaj. Je ta stara nemščina mogoče podobna tudi stari dolenščini na nek način? Zdaj, jaz nisem jezikoslovka, tako da si ne upam špekulirati, no, tako bi rajši koga drugega tole mi prepustila kakšnemu strokovnjaku to zadevo, ampak mislim, saj nekomu, že če si prevajalec izkušen, pa nimaš stika s tem z starinskim jezikom, je že težavno, a ne. So se pa številni izrazi sklepanj tudi že izgubili, ne? Ja, seveda, to znanje se po moje še tudi med Nemci ne prenaša, kaj šele v našem okolju, kjer teh nemških izrazov ne uporabljamo, a ne. Pa še ena zadeva, ki bi jo morda želela omeniti, pa je, da podobno delo, kjer bi bil narejen prevod neke zbirke ljudskih pesmi iz tujega jezika v slovenščino, ne samo kočevarskega, pa tudi, ne vem, če želite poljskega, finskega, ne vem, katerega jezika, pač v slovenščino ni bil narejen in se potem takem ni bilo mogoče zgledovati po nobeni obstoječi predlogi, a ne. Tako da tudi to je bila težava, ker je bilo treba si kar kakšne stvari zastaviti po svoje in se odločati o marsikateri zadevi, no. Ne samo težavno, tudi zamudno. Zamudno predvsem, ja, tako. Morda se včasih kdo čudi, ja, kaj pa traja 3 leta, da eno knjigo prevedeš, pa napišeš pač še spremno študijo. Pa zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da je bilo 3 leta še kar v redu terminološko izvedeno, tako da z veseljem pa mislim, da bi bilo tudi zelo na mestu, če bi si lahko še ne 2 leti vzeli več. Ampak dober tempo ste ujeli, 3 leta je v redu, tako da dajmo en velik aplavz za doktorico Anja Moric. Doktorica Marija Klopčar, v knjigi razmišljate o duhovnih, časovnih in mišljenjskih razsežnostih kočevarskega pesemskega izročila in vse to nemara prinaša tudi odgovor na vprašanje o izvoru kočevarjev.
Skozi kočevrsko pesemsko izročilo se namreč sluti prisotnost plemstva, odsev sveta višjega družbenega sloja, kar sploh ne bi bilo nenavadno, če bi se to plemstvo skladalo z dejanskimi življenjskimi razmerami kočevarjev, ki pa so živeli v skromnih razmerah hribovskih vasi, kjer naokoli ni bilo plemiških posesti. Živeli so v zaprtih skupnostih, kjer naj bi ženske bile prenašalke izročila. Od kod torej ta sled prestiža plemstva? Ja, hvala za to vprašanje. Lep pozdrav vsem navzočim. Zdaj, s tem vprašanjem ste že kar nakazali oziroma odprli ta problem, s katerim sem se pravzaprav srečala ob tem, ko sem se začela poglabljati v ta pesemska besedila. Moj položaj je bil povsem drugačen od Aninega, ker kočevsko poznam bolj od zunaj, torej nisem ob začetku tega dela vedela kaj bistveno več, kot ve nek povprečen Slovenec. In je bil torej moj edini način, da prodrem v to podobo njihovega izročila, poglobitev v pesmi, torej besedna analiza. Edina pot, skozi katero sem spoznavala ta svet. In k sreči je pravzaprav prav ta pot razkrila to, kar ste tudi zdaj nakazali. Prva stvar, ki me je resnično osupnila, je bila navzočnost elementov izrazitega prestiža. Recimo, eden od takih elementov so bili koničasti čevlji. Mi to poznamo z izraza živi na veliki nogi. To je bila moda aristokratov nekje še v 14. stoletju. Potem pisani čevlji, to so čevlji iz brokata, srebrn pas, svilena obleka, zlat prstan, skratka elementi izrazitega prestiža. In pa pogosto imenovanje plemstva, plemiški sin in tako naprej. Kaj to pravzaprav pomeni v tem okolju? Vi ste že nakazali razmere, v katerih so kočevarji živeli, in na te razmere je opozoril tudi sam Haufen, čeprav je hkrati zelo glasno zagovarjal tezo, da je naselitev kočevske pravzaprav nasledek želje kultivirati to območje, pridobiti nekaj z tega sveta, skratka kolonizacija kočevske. Meni pa to nekako ni šlo skupaj, torej dva tako različna svetova. In prav zaradi tega, torej teh plemiških elementov, sem se potem bolj poglobila tudi v samo zgodovino in v obe teoriji, ki pojasnjujeta tudi naselitev kočevske. Ena od teh se navezuje na to, da so bili kočevarji v ta prostor poslani za kazen. In to teorijo je Haufen izrecno zavrnil, hkrati je pa navedel, da med kočevarskimi sosedi še vedno živi to prepričanje, da so bili torej izgnani za kazen. In to dejstvo me je potem gnalo naprej, da sem pač sledila temu vprašanju in seveda preverila Hrenovo teorijo. Škof Hren je prepisal v svoj zasebni dnevnik dokument, ki priča o tem, torej da so bili kočevarji naseljeni iz Turingije in torej Frankovske in Turingije. In potem sem seveda se poglobila tudi v ta čas, kaj ne bi bil vzrok. In sem prišla do tega, da je bil to čas, prav to leto, torej 1348-49, to je bil hkrati seveda tudi čas zelo velikega potresa, ki je pri nas premalo raziskan in je slovenske dežele močno preoblikoval oziroma preobrnil tudi usodo. In v tem času je prišlo do izrazitega konflikta v nasledstvu za svetorimsko krono, torej v nasledstvu pri vprašanju, kdo bo naslednji svetorimski cesar. Legalno izvoljenega Günterja je potem izigral češki kralj Karel IV., poznamo ga kot graditelja Zlate Prage. In Günter, zastrupljeni, torej legalno izvoljeni kralj, je za
to, da bi torej za amnestijo svojih podpornikov predal krono pred smrtjo. In seveda, če te stvari postavimo skupaj in povežemo tudi s imeni Otona in pač teh Ortenburžanov, ki so sodelovali pri naselitvi Kočevske, pridemo do tega, da je pravzaprav resnično to plemiško ozadje, izraz, torej to, kar se izraža v pesmih, nek dokument, ki podpira to teorijo, da je vsekakor bila ta naselitev pomembna za Kočevsko, namreč, če ne bi, to so bili svobodnjaki, pozneje se je omenjalo, da gre za kmete, to so bili svobodnjaki, ker ljudje, ki niso imeli tega višjega stanu, se niso borili, torej vojaki so v tem času hkrati bili tudi, torej to je nakazovalo tudi njihov družbeni status, torej se vse to pokriva. Prav te pesmi, ki nakazujejo izjemno navzočnost oziroma pomen plemiškega, nakazujejo to možnost oziroma potrjujejo to teorijo, da so bili Kočevarji izgnani kot podporniki legalno izvoljenega kralja. Wow. Tako da seveda to dejstvo je bilo v naših v eni od zgodovinskih raziskav že omenjeno, samo ni bilo pa seveda povezav nekih širših, verjetno tudi zato, ker smo v tem navdušenju za slovanstvo nekako spregledovali slabe strani kakšnega vladarja in v tem primeru je šlo nedvomno tudi za to. Torej, moj namen ni bil iskati oziroma dokazovati nekaj v zgodovini, ampak same pesmi so me pripeljale pravzaprav do tega. Naj omenim samo še to, da je v pesmih seveda zelo pogosto omenjeno obilje, torej obilje, ki ga človek sreča lahko samo na dobri zemlji. To sta recimo Frankovska in Turingija vsekakor. Gre za proso kot simbol bogatstva, za vino, tam gre za vinorodne dežele, torej za neke elemente, ki tukaj v teh skromnih razmerah niso mogli imeti velike vloge. Tako da se vse to zelo pokriva in seveda z analizo pesmi sem potem temu tudi sledila. Njihovo življenje se posluša kot dober roman. Ja, jaz mislim, da je šlo tukaj za neko izjemno kalvarijo, vemo za to, ki se je dogajala v 20. stoletju, ampak ko sem jaz te stvari pravzaprav odkrivala, sem bila resnično pretresena, ker gre za tako velike zadeve, ki so ljudi za to, da so rešili življenje, dejansko, čeprav so bili tukaj potem stigmatizirani, ne, vi ste omenjali stigmatizacijo, ta stigmatizacija sega stoletja nazaj. In ti ljudje potem 150 let skoraj niso mogli nikamor, ker šele takrat dobijo krošnjarski patent. Ceste se zgradijo 450 let pozneje, torej niso mogli koristiti takrat dejansko kaj veliko teh gozdov, ker ni bilo mogoče od tega živeti. Torej, ta prispevek pač ponuja premislek v tem smislu, kar ne zanikuje seveda drugih možnosti priselitve, ampak daje pomen temu, kar je škof Hren dejansko dokumentiral in škof Hren seveda ni bil kdorkoli, bil je globoko izobražen humanist. Avtoriteta tistega časa. Čestitke in komplimente, no, za to res se sliši fascinantno, tako da velik aplavz. Profesorica doktorica Marjetka Goleš Kavčič, vi ste v knjigi tekstualno analizirali izbrane kočevarske balade in jih usporejali s slovenskim različicam. Opozarjate na jezikovno in kulturno prežemanje obeh izročil. Do kakšnih izsledkov ste se dokopali in kako zelo so se kočevarske balade prekrivale z našimi slovenskimi? Hvala za to vprašanje. Namreč mogoče bi samo začela s tem, kaj pravzaprav balada je in zaradi tega, ker vendarle vidimo
pri tem prepletanju tudi neko definicijo, ki je enaka za slovensko in za kočevarsko balado. Rekla bi, da je to zgoščena pripovedna pesem, ki ima neko poudarjeno zgodbo, dramatsko strukturo in lahko bi rekli tudi, da je nek fiktivni odsev resničnostni. In to se je pokazalo tudi pri analizah balad, ki sem jih pač si izbrala 10 balad in sem jih analizirala glede na teorijo intertekstualnosti, kar pomeni, da sem poskušala pogledati, katere balade so pravzaprav tako imenovane predloge kočevarskim ali kako so se medsebojno vplivale tako v ritmih, tako v posameznih besednih zvezah, kot tudi seveda v vsebinskih strukturah in kako je pravzaprav vsaka balada, kočevarska balada to pregnetla v svojem bistvu in prikazala recimo ta vsebinski del. A je bila balada najbolj značilna pesem kočevarjev? Ta pesem v molu? Ne, pesem v molu sploh ni, ker lahko rečemo, da so res balade večinoma tragične, dramatično poudarjene, vendar poznamo tudi, in med njimi je tudi ena izmed kočevarskih pesmi, ki govori o zvesti deklici, ki se pa seveda srečno konča. Skratka, govorimo tudi o nekem radostnem elementu v samih baladah. Vendar pa je treba povedati, da je za kočevarsko to ljudsko pesemsko izročilo tudi za balade značilno, da je pač narečno, vernakularni jezik uporabljajo tudi ob petju balad. Se pravi, gre za to, da se je pravzaprav so se odločili na nek način, da ohranijo ta svojo jezikovno strukturo. Kočevarji so, kako so se prepletale te balade med seboj in kako vidimo, kje so bili slovenski elementi in kje so bili popolnoma drugi elementi, se pravi kočevarski, vidimo v samih besedilih. In recimo, če vzamemo primer, kar bo najlažje, če pogledamo desetnico, vidimo recimo, kako se je ta notranja jezikovna struktura spreminjala. Recimo desetnico najbrž vsi poznamo, to je pač balada o 10. otroku, ki je ženskega spola in more oditi. In tukaj vidimo recimo, da so v slovenski desetnici so uporabili recimo, da mati zamesi ječmenov kruh, medtem ko v slovenski pa naredi povančico ali potico. Skratka, gre za to, da vidimo tukaj te razlike, medtem ko pa je samo vsebinsko jedro ostalo enako. In prav pri desetnici vidimo, da se je ta predloga precej močno vnesla v kočevarsko balado, ker vidimo, da se je potem tudi ta desetnica preko kočevarjev odnesla tudi v nemško izročilo in danes vidimo, da je recimo desetnica tudi del nemškega izročila. Kaj je še recimo zelo zanimivo je, da vidimo, opazujemo tudi besedne strukture, to se pravi recimo imamo potujoče verze ali pa uvodne verze, ki so si podobni. Seveda recimo kako zjutraj zgodaj vstane, potem imamo pa v slovenščini, v slovenski pobi, če zjutraj zgodaj vstal. To so recimo tako imenovani uvodni verzi. Recimo v pesmi Marija in Brodnik pa najdemo celo, ki korespondira seveda z kočevarsko Marijo in Mlinar, pa najdemo recimo refren Ho Marija, hoj Marija. Skratka nekaj... Zdaj vemo, kje se je Aškrc zgledoval. Prosim? Zdaj vemo, kje se je Aškrc zgledoval. Tukaj najbrž ne. In v
pesmi Vide skačo, to je Lepa Mare Kočevarska, pa vidimo tudi vzklik o Mare, Bog pomagaj. Skratka, vidimo elemente slovenskega izročila, zato lahko rečemo, da se je ljudska balada, slovenska ljudska balada pa kočevarska ljudska balada sta nekako se prepletali, ne. Skratka, vidimo to, da je zelo, zelo velik korpus balad v kočevarskem izročilu, ki korespondirajo z slovenskimi ljudskimi baladami. Ne vedno, da so slovenske prototekstine oziroma predloge, velikokrat pa se zgodi, da recimo vidimo res močno slovensko izročilo, se pravi v jeziku, tudi v ritmu in v določenih drugih segmentih, besednih segmentih. Toliko za enkrat, bomo nadaljevali kasneje. Doktorica Saša Babič, vi v knjigi analizirate folklorne obrazce, ki jih je na Kočevskem zabeležil doktor Haufen. Bi lahko pojasnili, kaj folklorni obrazci sploh so in kakšen je seveda pomen Haufnove zbirke pri začetku zbiranja kočevarskega folklornega gradiva? Zdaj, slovenski folklor oziroma folklorni obrazci, slovstveno-folklorni obrazci so... Obstaja kakšen bolj poenostavljen izraz za nas smrtnike? Folklorni obrazci so v bistvu najkrajše oblike slovstvene folklore oziroma ljudskega slovstva, kot se še vedno uči v šoli. Gre namreč za tiste enote, ki so tako nekako zmuzljive, ker so tako zelo vsakdanje. Folklorni obrazci so pozdravi, so kletvice, so pregovori, vremenski ali pač kot modrosti, so uganke. Take nekako najdaljše strukture folklornih obrazcev so pa bolj ritualne narave, govorimo pa o zagovorih in molitvah. Zdaj v tej knjigi najdemo 4 žanre, ki jih je Haufen zapisal, in sicer uganke, izštevanke, kletvice in vremenske pregovore oziroma paremije. Gledano celotno gradivo v tej knjigi, veličastni knjigi, lahko rečemo, da je zbirka folklornih obrazcev izredno majhna. Pa to ne pomeni, da na Kočevskem tega niso poznali. Absolutno ne. To v bistvu samo kaže, da je Haufen verjetno to, kar je zbral sproti in ni zbiral namenoma. Ker je šlo tukaj za izštevanke, za otroške izštevanke, ki jih je sicer največ številčno, je to verjetno sproti slišal od otrok. Kakšno uganko sem in tja je zapisal, pa še to se je nekako omejil na tiste, ki so veljale za malce bolj modre, za pravo uganko, recimo, sam pa izpostavi v pripisu, da so tudi tiste uganke, ki imajo dvoumni odgovor, vendar pa jih ne bo zapisal, ker tisti, ki jih uporabljajo, že tako ali tako sami vedo, za katere gre, pa če si lahko dovolim, in to ni kočevarska, ampak da boste razumeli, o čem je govoril, je tako recimo folklorna uganka, kaj je notri vlažno in okrog kosmato. Seveda odgovor je nedolžen, to je oko. Tako da o tem je tudi sam pisal, kar je dokaz, da uganka kot žanr ni bila namenjena samo otrokom, kot je danes nekako velja, ampak je bilo tudi gradivo, ki je pogosto krožilo med odraslimi. Zdaj pri kletvicah vedno naletimo na to nekako težavo samocenzure ali pač družbene cenzure in je zapisanih zelo malo, ampak v celotnem prostoru, kulturnem prostoru, našem evropskem kulturnem prostoru je teh kletvic zapisano bore malo, ker je bila cenzura, samocenzura in družbena nenapisana cenzura, pa vendar vsi vemo, kaj je dober, kaj je lep jezik, je bila tako močna, da je bilo to gradivo, ki se ga pač ni zbiralo. Nekaj enot imamo vremenskih pregovorov,
Te pregovori pa so večinoma v bistvu zelo podobni, kot jih lahko najdemo splošno na slovenskem območju, kar ne preseneča. Zakaj? Zaradi tega, ker so vremenski pregovori zelo vezani na recimo temu neko mikroklimatsko podobo, ki pa je malce širša kot zgolj vas ali dve na Dolenjskem. Če karikiram, seveda, da ne bo narobe razumljeno. A je kaj uporabnega za današnjo rabo od teh folklornih izrazov? No, seveda lahko uporabimo vse kletvice, ne? In verjetno te kletvice ne bodo tako slabo sprejete, kot so današnje kletvice sprejete. Tudi kakšna uganka je še čisto pač sprejemljiva danes, ker jo razumemo, ker se ne nanaša zgolj na nek kmečki svet. Vremenski pregovori so, kot je rekel meteorolog, pri katerem sem spraševala, koliko držijo, je rekel, to je tako, 50-50. Ne, ali bo ali pa ne bo držal ta pregovor. Ampak tu pričajo pa tudi o šegavosti Kočevarjev, ne? Absolutno. Del, ki da ni bo sem trdo življenje, sem boj na požiralniku. Ja, ne, gradivo, ki sem ga jaz vzela v roke, pač in večinoma je tako, kaže na tiste bolj šaljive, prijetnejše stvari, elemente, ki jih imamo v življenju, in mislim, da so malce lažji za obravnavo, kot pa so imele kolegice. Dober preskok smo naredili iz balade na te žgečkljive folklorne obrazce. Velik aplavz, doktorica Saša Babič. Naš pogovor pa bomo nadaljevali po naslednjih skladbah, ki nam jih bodo zapeli pevke in pevci zbora Cantate Domino. Skupina je petje kočevarskih pesmi na Kočevskem obudila po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Skupina tudi velja za svojevrstnega varuha kočevarske kulture, ki skupaj z redkimi ljudmi, ki še govorijo kočevarsko narečje, vse bolj postaja živi muzej izginjajočega jezika. In še zanimivost, od leta 2023 na nastopih kočevarske ljudske pesmi pojejo tudi člani folklorne skupine Društva Kočevarjev staroselcev. Velik aplavz, spoštovane in cenjeni, Cantate Domino. Mein Gott, wenn ich sie
Kočevske, te mistične pokrajine, se še danes drži tančica skrivnostnosti. S terena se zdi, da se še premalo ve, da so Kočevarji na tem prostoru oblikovali nadvse zanimivo mešano jezikovno območje, ki je skozi 176 vasi obstajalo kar 600 let. Premalo se med širšo javnostjo ve, da sta tu slovenska in nemška kultura sobivali vse do odselitve Kočevarjev v nemški rajh. Ta prostor je bil dolga leta tudi zaprto območje. Tu so se dogajali povojni poboji, tu so bila taborišča za politične zapornike. To je bil prostor, kjer se je ogromno dogajalo tudi po osamosvojitvi Slovenije. To je prostor, o katerem se je dolga leta molčalo. Doktorica Anja Moric, kaj torej pesem pomeni za to bolečo pokrajino? Če se navežem kar na prostor, ki ste ga nazadnje omenili, jaz mislim, da pomeni v danem trenutku predvsem prostor za povezovanje, pa predvsem pomeni prostor za boljše razumevanje drug drugega oziroma tudi naše skupne preteklosti. In en dober primer tega je tudi zbor, ki nam danes prepeva, se pravi Cantate Domino, ki pač preko teh kočevarskih pesmi po mojem mnenju širi to zavedanje o skupni zgodovini, ki je ta prostor določila in ga še vedno določa, ne nazadnje. In pa tudi v zadnjem času, tako kot ste prej omenili, da tudi v društvu Kočevarjev staroselcev z obujanjem teh folklornih dejavnosti pač tudi nekako promovirajo to dediščino in ne nazadnje se tam tudi izraža sobivanje, vsaj v tej skupini plešajo tako tisti, ki se imajo za Nemce, kot tisti, ki se imajo za Slovence. Tako da je tudi same te aktivnosti, pevske, plesne, ostale kulturne, če lahko tako rečem, so prostor za premoščanje nekih razlik in za sodelovanje. Multikulti bi rekli Nemci, ne? Ja, lahko bi rekli. Ja, in pesem se zdi kot obliž na rane, ki jih je tej pokrajini zadala njena zgodovina. A je preveč idilično predstava, tako kot je doktor Haufen si predstavljal, da so bile ženske, kočevarske ženske, te varuhinje pesemskega izročila. Moški so hodili v svet, one so pa to nekako konzervativno ohranjale v tistih ozkih skupnostih. A je to preveč idilično? Deloma je tako mnenje posledica njegove romantične zagledanosti v to kočevarstvo kot ostanek starodavnega nemštva. Deloma je imel tudi prav. Res so bile ženske tiste, ki so ostajale doma, medtem ko je večina moških krošnjarila po svetu, odhajala s trebuhom za kruhom v druge države, pač evropske države in v Ameriko. Ampak po tem, ko sem v pripravi te študije prebrala tudi drugo literaturo, je postalo jasno, da je bila ta Haufnova predpostavka nekako vseeno preveč romantična, kajti tudi krošnjarji so nosili na kočevsko drugo izročilo, ki so ga slišali v drugih državah, predvsem zlasti v nemško govorečih. Je pa boleče spoznanje, ko sem listala knjigo, da je samo nekaj desetletij potrebno, da se stoletja dolga zgodovina tisočev ljudi skoraj da popolnoma izbriše, praktično čez noč, ne? Ja, nažalost, nimam kaj dodati pri tej trditvi, ja. Je pa zanimivo, da je bilo to jezikovno mešano območje sredi slovenskih prebivalcev največje na ozemlju Slovenije in se je svojo identiteto tudi najdlje ohranilo, ne? Ja, ne, nemško govoreča območja so sicer bila tudi drugota, zlasti po teh večjih slovenskih mestih, Maribor, Celje, Ptuj, naprimer tudi na Apaškem polju, tudi v Mežiški dolini, nazadnje zelo dolgo tudi v Soriški dolini in tako naprej, tako da to ni bilo tako neobičajno. Je pa res, da je bilo, da se na Kočevskem jezikovno prebivalci niso asimilirali v večje, mislim v širše slovensko govoreče okolje, ampak se je tam to njihovo narečje dolgo časa, vse do druge svetovne vojne obdržalo. Kaj vas je skozi raziskovanje kočevarskega pesemskega izročila najbolj presenetilo, mogoče zaznamovalo kot človeka? Ogromno teh družinskih tragedij. Ja,
Težko je se zdaj za eno samo stvar odločiti. Vedno so me zagotovo ganile te življenjske pripovedi, tako tistih, ki so kljubovali nekim političnim, zgodovinskim, kakorkoli okoliščinam in ostali v Sloveniji, a ne, se pravi na Kočevskem, kot tudi tistih, ki so Kočevsko zapustili. To so vedno take tragične zgodbe, ne glede na to, s katerim kočevarjem se v bistvu pogovarjaš. Je pa zanimivo morda, da je prav pesem, a ne, ker smo danes pri pesmi, res en tak element njihove identitete oziroma dediščine, ki je še danes zelo pomemben in skozi katerega v bistvu tudi izseljeni kočevarji nekako ohranjajo spomin na svojo staro domovino, a ne. Tudi tisti mlajše generacije, ki ne znajo oziroma ne uporabljajo kočevarskega narečja, sploh ne vsakodnevno, pa tudi ne, ali pa ga sploh ne uporabljajo, no, tako, se z tem narečjem srečujejo še vedno ob prepevanju kočevarskih pesmi. Mogoče bi samo še eno, ker se zadevo omenila, ker se navezuje na to večkulturnost, ki je bila prej omenjena, in sicer zelo me je presenetilo, ker sem imela tudi sama ob začetku svojega raziskovanja, sicer zdaj že zelo dolgo časa nazaj, ampak vendarle, percepcijo nekako sem verjela te splošnemu prepričanju o te zaprtosti kočevske, na katerem se je govorilo striktno nemško, ni bilo nekih pomembnejših interakcij med govorci slovenščine, nemščine in tako naprej. No, potem pa pridem med svojim raziskovalnim delom v Ameriko, v kočevarjem v New York ali pa tudi v Kanado, v Kitcheneru, Toronto, pa v Cleveland recimo, in tam slišim starejše kočevarje, ki mi pojejo slovenske ljudske pesmi. Ne, se pravi, kaj to pomeni? Zdaj, če nekoga res sovražiš, dve skupnosti se ne marata, pa potem prepevaš njegove pesmi. Jaz mislim, da ne, načeloma, ne, sploh pa ne za solzami v očeh in tako naprej. No, tako da mogoče iz človeškega vidika takšna opažanja so bila tista, ki so me presenetila v pozitivnem smislu, so pa tudi na nek način pretresljiva ravno zaradi tega, kako lahko vpletanje politike in ideologije vpliva na neko skupnost, ki je pred prihodom določenih idej živela v sožitju. V nekem trenutku je namreč ta kočevarska pesem dobila ta pridih politične ideologije. Da, žal je bil ta proces, je bil sicer dolgotrajen, začel se je sredi 19. stoletja s prihodom tako imenovanih romantičnih nacionalistov oziroma aktivistov, ki so promovirali nemško identiteto na Kočevskem in pri tem uporabljali tudi pač ljudske pesmi, a ne, nekatere so na novo izumili, napisali, prav z namenom promovirati pač to neko identiteto, ki je, kot piše tudi nenazadnje Adolf Haufen v svoji študiji, kočevarji pred tem niso poznali, kajti na Kočevskem so bile do srede 19. stoletja, to ni nič nenavadnega, moram opozoriti, to je bilo enako tudi na Štajerskem ali pa tudi kje druge po Sloveniji, prisotne predvsem lokalne identifikacije. Ne pravim, da se nihče ni identificiral z svojim jezikom, ne, kot Nemec, Slovenec, karkoli, Madžar, Italijan, če želite, ampak predvsem so se ljudje do 19. stoletja in vzpona razširitve nacionalnih gibanj večinoma identificirali lokalno. Ne, se pravi, tudi izraz kočevar je ostanek neke lokalne identifikacije in tako je še danes. Tudi jaz pa nimam nobenih nemških korenin, sem kočevarka in ne kočevka ali kaj podobnega, neka skovanka, ki je bila po vojni usiljena spet z namenom razlikovanja novih prebivalcev od starih. Mislim, da vsaj v znanosti pa znanstvenem raziskovanju se moramo nekako truditi, da te pretekle mogoče je zabloda prehud izraz ali pa niti ne, no, stereotipe, ja, da jih danes presegamo. So pa petje kočevarskih pesmi v 30. letih 20. stoletja spodbujali tudi tako, da so jih priredili za večglasno petje v cerkvi, ne?
Tudi je bilo, ja, pa tudi recimo, ja, tudi v cerkvi je bilo zelo pomembno to petje, pa tudi recimo na shodih, ki so se organizirali po različnih vaseh, so potem demonstrirali skupaj s telovadnimi društvi in tako naprej, pač to identiteto. No. Je pa zanimivo, kako se je po drugi vojni ta pesem, ki je bila njega dni nabita s to politično ideologijo, prevesila v to nostalgično konotacijo. Ne? Ja, tako je. Danes je ta vloga kočevarske pesmi čisto obratna, kot je bila v času pred vojno, a ne? In sicer ima predvsem ta res nostalgični pridih. Zlasti je to očitno pri kočevarjih v tujini. Je pa tudi mnogokrat, tako to sem že na kratko omenila, kočevarsko narečje pač edini stik kočevarjev s kočevarskim narečjem ravno preko petja kočevarskih pesmi. A ne? Kočevarsko narečje danes UNESCO atlas ogroženih jezikov uvršča med kritično ogrožene jezike. To pomeni, da ga govori le še generacija staršev, oziroma še starejše generacije, pa še to zgolj ob kakšnih srečanjih s prijatelji, ki to narečje še poznajo, se pa na mlajše generacije ne prenaša. Tako da ima pač pesem danes tudi to vlogo, da ohranja spomin na izginjajoči jezik. Ne? Hvala lepa za enkrat. Profesorica doktorica Marjetka Goleš Kavčič. Doktor Haufan je staro kočevarsko pesem, ljudsko pesem opisal kot praznično poezijo. Ne? Pesmi naj bi se pele v nadvse častitljivem duhu s praznično vznesenostjo in vidno ganjenostjo. Je bil zelo osebno je bil vpleten noter, ne? Ni imel te distance. Zelo nostalgično, zelo romantično. Idilično je. Razumljivo za tisti čas, če pogledamo, ne, kdaj je tudi pesem, kdaj je tudi zbirka išla 1895. Skratka, za tisti čas je to razumljivo. Razumljivo je tudi zato, ker je pač si želel nekako povezati recimo z nemškim prostorom. Vendar, če pogledamo, če pogledamo analize ljudskih balad, tega ne moremo trditi. Ne. To ni neko vzvišeno, ali bomo rekli, ampak to je v bistvu petje, ki je popolnoma podobno tudi recimo pač ljudskemu petju, kot ga poznamo. Ne. Skratka, Haufan je želel na nek način pokazati, recimo, da je to nekaj posebnega, da so te pesmi tudi v tem pevskem načinu nekaj drugačnega od recimo drugega izročila. Pridih plemstva mora biti? Jaz nisem našla tega v teh baladah. V teh baladah pravzaprav vidimo samo odsev stvarnosti, ampak ta stvarnost je, bi rekla, popolnoma taka, kot recimo jo poznamo v nekem ruralnem, kmečkem okolju. Skratka, jaz nisem videla nekaj tako zelo plemiškega, morda recimo v Lepi vidi ali pa v Desetnici. Drugače pa sama, ko sem raziskovala, ker je teh balad izjemno veliko in jaz sem izbrala samo 10, Haufan je menil, da pravzaprav ni toliko prišlo toliko teh vsebinskih elementov iz slovenskega izročila, kar je logično, ker je želel povezati z nemškim izročilom. Tudi recimo Lepa Vido je želel postaviti v neki izvor iz nekega staronemškega epa o Gudrun. Vendar smo potem, ko smo raziskovali in ko smo prišli tudi do tega rezijanskega izročila, ugotovili, da vendarle je povezanost slovenske Lepe Vide in Mererin večja, kot je Haufan želel. Skratka, tukaj je cel diapazon teh balad, ki so zelo povezane z slovenskimi baladami, se pravi, lahko pa rečemo tudi, da so te teme univerzalne in da sodijo v tako imenovano univerzalno folklorno izročilo.
So pa večinoma opevani resni dogodki, ne? Slovo, ugrabitev, smrtni primeri, umor, vrnitev mrtvega snubca. Tak tragičen konec imajo njihove balade. Večina res. Redko se jim dodata šaljiv konec, ne? Ja, redko, to je res, ampak Kot da je vse to posledica njihovega trpkega boja za preživetje na tega tisti... ravno ne bi rekla, ker trpki boj je bil tudi To je res. v slovenskem Ja. izročilu viden. Ampak mislim, da je pač, da so te balade seveda že v svojem bistvu pokazale tisto, tiste dogodke, ki so bili seveda izjemni, in to seveda umori, detomori in tako naprej. To so dogodki, ki so nekako pustili posledice v neki skupnosti. Jo ne. pretresli. Tako, zaradi tega je tudi to. Čeprav poznamo pa seveda v izročilu tudi recimo, da na napev, vesel napev na tragično balado, ne. Tako da v bistvu je to težko reči, da bi bilo tukaj samo za tragične dogodke. Res pa je, v tem naboru imam večinoma tako imenovane dogodke oziroma vsebinska jedra, ki se na koncu dramatično končajo z nekimi tragičnimi posledicami, kar pa ni nenavadno, ne, saj gre za odsev iz življenja, ne. Res je. Hvala lepa. Doktorica Marija Klopčar, kako pojasnjujete podobnosti nekaterih besed v kočevarskem narečju s slovenskimi? Namreč kočevari so ohranili svojo tradicijo, hkrati pa se niso zapirali vanjo, ne? Odprti so bili tudi za vplive drugih jezikovnih in ustvarjalnih tokov, ki so močno oblikovali ta tako imenovani jezikovni otok, ki je bil odprt za vplive tudi sosednjih kultur. No, jaz bi k temu dodala najprej neko časovno razlikovanje. Stvari res različno vidimo, ampak jaz moram reči, da sem opažala ne samo izjemen časovni razpon v kočevarskih pesmih, ampak tudi neko veliko razliko med starimi pesmimi, ki se kažejo tako v nekaterih teh baladah oziroma pripovednih pesmih kot v obrednih pesmih in v nabožnih. Moram na tem mestu tudi na to opozoriti, da je šlo za ljudi, ki so prav iz vere črpali izjemno moč in to se v pesmih pozna. Torej, na eni strani so bile te pesmi, na drugi strani imamo pa novejše vplive in tam je več veselja, zato ker so se razmere spremenile. Tja sodi končno tudi to, kar je kolegica Saša predstavljala. Torej imamo zelo grobo rečeno neka dva časa. In slovenske besede srečujemo recimo v tem, kar predstavlja novejši čas. Gre recimo za pesem Tri deklice, kjer se izmenjavata slovenski oziroma nemški in slovenski vers, ne. Pesem je bila znana tudi drugje v različnih jezikih, torej ne pripoveduje kaj več o kočevarjih kot o komerkoli. Medtem ko je v tem starejšem izročilu ta navzočnost besed, ki so zelo podobne slovenskim, pravzaprav zame bila neko posebno presenečenje. Zdaj ne delim ravno mnenja z vsemi o tem, ampak ko sem jaz prvo besedo te vrste srečala v tem prevodu, hvaležna sem bila prevajalki, da je opozorila na to, to je bila beseda kres. Sem si rekla, joj ne, ker mi je bilo povsem jasno, zakaj gre. Takih besed ljudje v okolju, kjer želijo ohranjati nekaj svojega izročila, ne prevzamejo. To so tako intimno družbene besede, kres, praznovanje kresa. Recimo v kočevarščini je tudi, jaz seveda kočevarsko čisto nič ne znam, nekaj besed sem tukaj pač srečala, če bom prav izgovorila, šumitan, enakonočje. Torej gre za dve različici za isti pojem, ki se kažeta potem v različnih pesmih. Tam, kjer se pojavi beseda kres,
so navzoči neki predkrščanski elementi, ki niso bili povsem prekriti še s tem krščanskim izročilom. Torej gre za zelo stare zadeve. Niso tega srečali tukaj. Potem prav naštela bom nekaj teh pesmi, ker besed ni veliko, oziroma vsaj v pesmih jih ni bilo. Recimo župon ali šupon, ne vem, kako se izgovori beseda župana, potem knez, sicer ta beseda knez je bila pojasnjevana kot vpliv z hrvaškega izročila, s čimer se jaz ne strinjam, zato ker so te pesmi zelo stare in takrat je bila v smeri proti Hrvaški še huda turška nevarnost, takrat kočevarji niso hodili tja prodajati svojih izdelkov. Potem štrašinar, starešina, torej gre za neke ključne besede, ki označujejo strukturo neke družbe, moč nekih posameznikov, ki urejajo družbo. Potem druga raven so pa potem te kot recimo kres, potem nekaj v zvezi s kačami, ki ima izjemno mitološko vrednost. Skratka, besede, ki označujejo ohranjanje nekega rodu, skrb za preživetje. Torej vse to kaže na neko zelo staro plast. In tukaj je bil zdaj nekajkrat omenjen Haufnov odnos oziroma Haufnovo razumevanje tega pesemskega izročila, vloge žensk. Moram reči, da mi je zelo v spominu ostala ta formulacija, ko je Haufen zapisal, ne bom točno verjetno citirala, ampak da so ženske ljubosumno ohranjale te pesmi, ker so jih neizmerno tolažile v urah osamljenosti. Mene je ta pretresla, zato ker so bile te žene pol leta, če sem prav razumela, brez mož. Za kres so prišli domov in ženske so šle milje daleč, so tekle milje daleč in so jih sprejele z glasnimi vzkliki. Torej je šlo za neko globoko tragiko tudi v tem pogledu. Same so se borile skozi zimske mesece na tej trdi zemlji, v teh razmerah. Torej je pesem pomenila zatočišče. Zatočišče v nekih vrednotah, neko moč so lahko črpale z tega in zato te besede niso mogle pravzaprav priti v pesmi, v te stare pesmi iz okolice. Odkot torej te besede? In to tukaj moram reči, da sem bila vesela, da sem doslej že marsikaj, kako bi rekla, se sprehajala po zgodovini tudi nekoliko drugače in seveda sem potem to povezala z možnostjo te njihove priselitve, kaj je bilo v tem njihovem prvotnem okolju. In sem prišla tudi do neke raziskave sodobnega nemškega zgodovinarja. Mimogrede naj se samo zahvalim svojemu kolegu, doktorju Damjanu Hančiču, zgodovinarju, ki je prebral tudi moje besedilo, ker so me nekatere stvari seveda ob tem begale, če jih ta človek, oziroma če ima tako drugačen pogled. Torej, to raziskavo sem dobila v roke, ni bila edina, ki govori o kolonizaciji te frankovske in Turingije s nemškim prebivalstvom. To je bila kolonizacija, ki je trajala nekje do 14. stoletja in da so jim pustili njihovo, do določene mere, njihovo upravo, tudi beseda župan se je tam ohranila. In o tem, tej naselitvi, prvotni naselitvi tega območja še govorijo toponimi, torej zemljepisna imena, ki jih je kar nekaj, ki imajo seveda to oznako Vindiš. In nisem seveda bila osebno nikoli povezana s kočevarji, ampak ta prostor sem si želela sama tudi doživeti in sva šla z možem tja, da sem to pravzaprav tudi izkustveno nekako spoznala. Občutek je, da jih zelo globoko čutite. Te naše amazonke kočevarske, ki so mogle preživeti same. Torej, te besede so še eno tako presenečenje, ki je čakalo v tej Haufnovi zbirki. Čudovito.
Doktorica Saša Babič, lahko navežemo na folklorne obrazce, na strukturo kočevarske družbe. Kako se skozi izštevanke, uganke, skozi te folklorne obrazce odstira vsakdanjik in praznik, ki so ga kočevarke živeli? Jaz bi bolj rekla, da se odslikava neka vsakdanja igrivost. Torej, Jaz vidim samo to bolečino, ki so stekle v objem tam, ne? res, ampak vmes so se otroci igrali in so šteli izštevanke, da tako rečem, in te izštevanke so bile res velik zalogaj za prevajalko in mislim, da še večji za Anjo, ki je kot urednica šla čez ta besedila, ker pač pri izštevankah ne gre za enostavne prevode, te besede so popačenke tujih besed, ne samo nemških, ne samo slovenskih, tudi italijanskih, tudi kakšna madžarska se najde, ker je glavna v bistvu lastnost, da se bo rimala, da bo ostala v ušesu in da bo to teklo, medtem ko bo igra potekala. Ne? Tako da lahko v tem ali zimskem ali letnem času vidimo otroke, kako se igrajo, lahko vidimo poleg petja pesmi, ki jih tolažijo, zastavljanje ugank ob zimskih večernih delih ali pa ob skupinskih srečanjih, lahko vidimo tudi neke, recimo temu, iniciacijske obrede, torej obrede, kjer so sprejemali nove člane ali v novo starostno skupino ali v neko društvo s kakšnimi zelo zavitimi ugankami in konec koncev lahko vidimo tudi tisto malo bolj jezljivo stran ljudi, to vsakdanjo z kletvicami in z eufemizmi, torej s tistimi milimi oblikami tega ekspresivnega izraza. Ta žmoht. Tako, da so v bistvu izrazili čustvo, ali pozitivno ali negativno, se vsi vemo, da rečemo lahko tudi pišu, kaj je dober sladoled, ne samo, ko je nekaj slabega. Ne. Tako da definitivno te folklorne obrazci, ki sem jih jaz vzela v roke, kažejo sliko vsak dana, kaže to igrivost in a veste to, kar ne opazimo, gre dan mimo, pa se niti ne spomnimo. Na bolečino se spomnimo, ne bomo se pa spomnili, kolikokrat smo uporabili neko kletvico, pravo ali pač eufemizem. Ja, to je ta tihi svet, ki spolzi mimo. Tako je. Ja. Hvala lepa. Predvsem za proučevanje kočevarskega narečja, šeg, stavbarstva in bivanja ostaja odprtega še dosti raziskovalnega prostora. Upajmo, da bo pri raziskovalcih različnih znanstvenih disciplin ta knjiga spodbudila zanimanje za te in drugačne podobne tematike, ljudskim pevcem pa seveda olajšala kulturno poustvarjanje kočevarskega ljudskega pesemskega izročila. Doktorica Anja Moric, kam bi želeli, da knjiga vzleti, ta vaš skupni otrok? Ja, mogoče v prvi vrsti, kar tem nazadnje omenjenim, se pravi, ja, pa ustvarjalcem izročila, pevcem, plesalcem in tako naprej, kot pripomoček za v bistvu njihovo ustvarjanje, lahko tudi drugim kulturnikom, seveda, tudi turističnim delavcem in tako naprej. Pazljivo je vplete v turizem, tako bo živela še Žal dolgo. ni vse v Ampak si mojih pod rokah, vašim budnim očesem. Si bi želela, no, če ne drugega, da pride vsaj v kakšno trgovino, no, zato načeloma mislim, da bi morala. Ja, mogoče sem želela sem še to povedati, no, ker je tudi Saša omenila te zagate pri prevajanju pač folklornih obrazcev. Ja, na koncu smo se odločili, ali pa sem si jaz vzela to pravico, da bomo kar zelo neposredno prevajali kočevarščino, se pravi z namenom, da se ohrani čim več elementov posebnosti tega jezika. Morda v slovenščini včasih te prevodi zvenijo okorno, ampak ni bil namen zgolj ta, da ga uporabljajo pač različni ustvarjalci, ampak tudi ta, da je v pomoč znanstvenikom, ki bi morda, različnim jezikoslovcem, folkloristom in tako naprej, ki bi morda želeli še kakšno stvar naprej preučevati.
In pa seveda ta zadnji, ki jim je knjiga namenjena, seveda vsi, ki imajo Kočevsko radi oziroma bi si želeli izvedeti še kakšno podrobnost iz kočevske preteklosti in ne nazadnje sedanjosti. Želite pa še eno sporočilo podati ne skozi kočevarsko pesem ter trpko in tragično usodo kočevarjev. Na pragu Evrope se nam dogajajo vojne. Kakšno je vaše sporočilo? Ja, mogoče sem že prej namignila v tej smeri. Ja, s pesmijo ali pa v petju pesmi se da premagati marsikatero zamero, marsikatero prepir se morda ob petju lahko uredi, izgladi. Tako da, če ne drugega, morda bi si želela, da po vseh teh pretresih povezanih tudi z pesmijo morda pridemo do teh časov, v kateri je predvsem nek pozitiven element. Ja. Petje povezuje ljudi z jezikom, zemljo, spomini. Pesem je skupnost, ki jo vedno bolj izgubljamo. Petje je skoraj da sakralen obred in zato ima ta knjiga tako poseben pomen, ker predstavlja otipljivega varuha spominov, čuvaja življenja nekih ljudi, čuvaja kočevarjev, da so nekoč obstajali, da so živeli, ljubili, čustvovali. Zato iskren poklon za vaše veliko delo. Velik aplavz. Na koncu pa seveda velika hvala tudi vsem, ki so podprli izid knjige. Hvala Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, pa Občini Kočevje, Znanstveno-raziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Javni agenciji za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Tisti, ki pa bi želeli nocoj kupiti knjigo, danes je po posebni promocijski ceni vam na voljo v knjigarni Azil po znižani ceni 20%. Tako, na levo. Spodobi se jim pravično je, da zadnjo piko nocojšnjega večera postavijo naše pevke in pevci. Kam si dala prstan in O, ta lepa Micka bodo zapeli, ampak dovolite pa mi samo še eno vprašanje za umetniškega vodjo. Kako težka tekma je, da se naučite besedil? Namreč to niso slovenske ljudske pesmi, vi ste tudi živi varuhi kočevarskega narečja. Ja, nihče od nas pevcev ne nosi v genih zapisa, ki je prišel iz frankovskega. Torej, nekako do teh pesmi smo prišli preko gospoda Erika Križa, žal lani pokojnega, ustanovitelja in pa bil je predsednik društva Kočevarsko-slovenskega prijateljstva. On je začel organizirati oziroma bil med organizatorji srečanja kočevarjev, ko se je Slovenija osamosvojila in so si potem spet odprle te politične zapore in so lahko ti ljudje prišli spet nazaj v svojo domovino, si pogledati, kaj je še ostalo od njihovih spominov. In na enom od prvih srečanj nas je tudi gospod Erik Križ kontaktiral, pozanima se je, kdo v Kočevju kaj poje. In nam je podal predlog, dajte se naučiti kakšno kočevarsko pesem, pa še kako slovensko zapojte, pa ste vabljeni na našo srečanje v Dolgo vas pri Kočevju. No in takrat smo na veliko debatirali, kaj pa bomo mi s tem. Na koncu pa prevladalo ravno to, kar je Anja rekla. Kočevarji so del naše zgodovine, ki jo je pač komunizem hotel zbrisati. Pa mu ni ratalo, ker vedno resnica in dejstvo pridejo na plan. In to je del naše dediščine. In da sem prepričan, da so kočevarji, tako Nemci kot Slovenci, sobivali med sabo, ker to je tako kruta pokrajina, da če se dva drugače govoreča naroda med sabo preklata, se slej konča s tem, da en drugega pobija, pa do tega ni prišlo. Ker so se oboji morali fino preklati za naravo, da so tukaj preživeli. In to so lahko dosegli samo tudi z medsebojnim povezovanjem. In s pesmijo. Pesem je bila pa vsekakor tista in pa izštevanke, prav gotovo, pa kletvice še bolj gotovo.
To smo si radi Kočevarske izmenjevali. kletvice so nova črna zdaj. Se vidimo, da Slovenci pravih kletvic nimajo, pa jih iz Balkana uvažamo. Pa tako blizu Takrat so imamo, si pa jih med sabo izmenjevali. In iste števanke so slovensko govoreči in pa kočevarsko govoreči otroci sigurno na ulici enako skakali pa jih prepevali in recitirali. Hočem to reči, preko Erika Križa smo se odločili torej ukvarjati z to kulturno dediščino, smo ponosni, da to počnemo, ker ohranjamo kulturno krajino Kočevske, ki je dosti bolj zanimiva kot pa samo povojni poboji ali pa nerazvito gospodarstvo, pa ne vem kaj še vse. Preko njega smo prišli tudi do priložnosti, da smo, mislim, da leta 2005 peli v Torontu na srečanju severnoameriških kočevarskih društev, kjer so pa prišla tudi nekatera društva tudi iz Avstrije, Nemčije. In takrat smo bili mi, moram reči, najbolj avtohtono zveneč del kulturnega programa. S tem, da nihče od nas ni kočevar. In ko smo mi stopili pred 600 udeleženci, imeli smo srečo, da je bilo to še leto, kjer je večina ljudi se še spominjala svoje domovine, ki so bili udeleženci tega srečanja, torej 70-80 let stari ljudje, ki so bili odhode iz domovine stari recimo 15-20 let. In ko smo mi začeli prepevati, je nastala smrtna tišina. To je bilo nekaj tako utepljivega, srh nam je šel vsem, kome smo uspeli peti do konca. In potem, ko smo zapustili oder in se usedli za tako banketno mizo, se je dobesedno vdrl plast čustev. Tega v življenju še nisem doživel. Jokali so, objemali so nas, rekli so, da je to najlepše darilo, ki so ga, odkar so zapustili svojo domovino, še zmeraj govorijo o neko domovini, dobili od Slovenije. Tudi vi nam boste nocoj poklonili darilo, kot zadnjo piko nocojšnjega večera. Res je. Takrat so med drugim peli tudi eno pesem, ki se v slovenščini glasi Dekle, kdo bo tebe ljubil. Napisana štiriglasno, moški pa potem dekleta odgovarjajo v kočevarščini. Identična melodija kot je slovenska in bolj ali manj identičen prevod, pomen besedila. Kaj to govori? Pesem združuje, nič drugega. Isto pesem so si delili Slovenci in kočevari na istem področju. Z isto vsebino, z popolnoma identično melodijo. Ko smo mi peli, so oni poslušali kot svojo pesem, ne kot slovensko. In naj bo tako tudi nocoj. Pesem naj združuje. Hvala lepa. Za konec pa, kam si dala prstani, oka lepa.
Mogoče še si vzamem zadnjo besedo in v tej priložnosti skupini pač prispevamo k njenemu še novemu repertoarju in sicer boste lahko zbirali kar med več kot 160 pesmimi, sicer jih bo še potrebno prepesniti, ampak mislim, da je materijala več kot dovolj, ne, še za kar nekaj let delovanja, tako da hvala za današnji nastop in z veseljem izročam tole. Težko breme polaga zdaj na vas, ne, na naslednjih nastopih. Nič nismo spremenili ob tem, ko smo zapeli vse te pesmi, da smo po vrnitvi iz Amerike bili zaprošeni strani Kočevarsko-slovenskega društva Peter Kozler, da bi posneli kočevarske pesmi, da bi to ostalo trajno. Ravno tako se tudi on želel, da je na tej zgoščenki, da so tudi slovenske pesmi. Tako da smo takrat po obvrnitvi to posneli, financiralo je Ministrstvo za kulturo in imamo natanko samo še 5 jih. To pomeni, da bomo morali pomnožiti oziroma ponovno dati v izdelavo, ker so te pesmi za mnoge zelo zanimive in jih tudi z veseljem ne samo poklanjamo, ampak kdaj uspemo kakšno prodati, ampak to je tudi trajen spomin. Pa imamo turistični spomin, ne?
Ne? Ja, tako. Hvala lepa in uspešno tudi naprej, tako da ste se Hvala lepa. Vam pa hvala za čas in prijeten večer tudi v nadaljevanju. Naše kočevarske amazonke pa vam lahko delijo zdaj podpise, ne? Kar se knjige tiče. In seveda v imenu organizatorja povabili na kozarček Zagotovo je cviček.